tako kot si rekel, šlo je res do konca. Jaz sem ponosna v bistvu na punce, da smo na tem nivoju s tako ekipo, s takimi pogoji v bistvu uspele pripeljati turnir tako daleč, da je šlo res do zadnje minute. V tej tekmi smo bile blizu, dobile smo tiste 2 gola, vedeli smo, da lahko zadanemo tudi me, imeli smo veliko priložnosti, sploh v tretji tretjini. Na koncu se nam žal ni šlo niti do te ene točke, tako da odhajamo nač divizijo niže, sicer z dvignjenimi glavami, ampak mogoče bo ostal ta grenak priokus, ampak jaz mislim, da smo vse lahko ponosni na se in celo vodstvo na nas. Malo smo imeli na koncu tudi smole, imeli smo kar nekaj lepih priložnosti, pač ni se nam išlo, ampak kljub temu mislim, da smo pokazali eno zelo dobro igro proti enem Kazahstanu, ki ima 6 Kanadčank ali Američank in čist druge pogoje za delo, kot jih imamo mi. Jaz mislim, da razen tisto tekmo proti Kitajski, smo se ostale tekme odigrali res dobro in bili čist vse tekme zraven. Eno smo dobili, tisto proti Poljski smo bili tudi zraven, ampak pač nas je tista poškodba pije malo presekala. Ostale tekme pa tlenek in kakor sem se pred prvenstvom bal, kaj bo v tej diviziji više, kot smo prej igrali, smo nekako pokazali, da se lahko tudi s temi ekipami čisto enakovredno kosamo. Jasno, z malo prilagojeno igro, z malo bolj obrambno igro, kjer čakamo na protinapade, ki jih pa znamo odigrati. In zaključna ocena zame je zelo dobra. Prav gotovo, vendar naša želja je bila vsako leto sodelovati v tej Evropski ligi ženski, nekako, kot bi rekel, z eno izbrano vrsto pod imenom enega kluba. 2 leti smo se sami trudili, da smo nabrali sredstva ob pomoči Hokejske zveze in kluba Olimpije. Zadnjo sezono tega denarja nismo več mogli nabrati in pač tega nismo igrali. Bom pa rekel na drugo stvar. Dokler 2 vodilna kluba v Sloveniji v hokejski šoli nimata niti ene punčke, toliko časa bo ta hokej ženski caplal za ostalimi. Pa še to bom rekel, mi s temi puncami, ki jih imamo, malo delamo hokejski čudež.